Izid kronike so načrtovali že zelo dolga leta, nekako ob 70-letnici so delali določene zapiske, zato je bil zaslužen Franc Poljanšek, ki je pa žal že pokojni. Slikovno gradivo je zbiral Anton Šuštar mlajši, vendar jim je takrat časovna omejitev to onemogočila. Ideja, da to kroniko udejanijo, se je porodila ob 80-letnici, načrtovali so širok plan dela. Ker imam kar nekaj izkušenj že s tem, napisala sem kroniko gasilskega društva Kamnik za 120 let in za 125, so me poprosili, če bi jim pri tem pomagala. In ne nazadnje, ker je moj mož predsednik, sem se odločila, da mu pač pri tem pomagam in da kot krajanka nekako prostovoljno prispevam k obeležitvi te njihove obletnice. Moram reči, da je bilo delo zahtevno in dolgotrajno in da je bilo potrebnih kar nekaj dni, noči in pa tudi praznikov, da smo zadeve pravočasno napisali, uredili in ne nazadnje, da imamo danes tole kroniko v rokah. Želeli smo biti čim bolj objektivni, zajeti vse ljudi, ki so oblikovali društvo in 80 let njegovega delovanja. Morate vedeti, da je bilo to društvo zelo dejavno vsa leta, predvsem na tekmovalnem področju in širom po Sloveniji jih poznajo, predvsem po tekmovalnih uspehih. Lansko leto jim je čisto zamalo zmanjkalo, da bi se udeležili v Ostravi gasilske olimpijade, ampak mogoče jim to uspe kasneje. Delo, zbira in ne nazadnje pisanje je zelo zanimivo in če bi imel človek dovolj časa, bi bila ta dejavnost pravzaprav nekaj najlepšega. Ampak v časovni stiski je pa to nekoliko drugače. Kljub temu upam, da bodo ljudje z veseljem vzeli to knjigo v roke, da bodo našli v njej delček sebe in ne nazadnje, da nam bojo upravičili, če smo slučajno na koga pozabili ali če ga nismo omenili s tako intenziteto, kot bi si želel. Vsi pisani zapiski so zelo dobrodošel vir take kronike, zato bi želela, da se tudi vnaprej zapisuje in ne nazadnje, da se zbira slikovni material, ker vemo, da je slikovno gradivo pa tisto, zaradi česar pravzaprav potem začnemo tudi brati.